Pozdravljeni učenci in mamice iz Maribora, Novega mesta, Krškega, Slovenj Gradca in Ljubljane ter multiplikatorke projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. Današnji pogovor je namenjen temu, poleg tega, da se malo bolj spoznamo, da izvemo nekaj več o izkušnjah in občutkih priseljencev, kaj so doživljali in kako jim je bilo ob prihodu in spremembi okolja. Moje ime je Slađana in sem multiplikatorka omenjenega projekta. Delam v osnovni šoli Livada v Ljubljani. Moja prva sogovornica bo gospa Orjana Livopoljac. Gospa se je preselila s svojo družino iz Bosne pred 5 leti. Mamica je 4 otrok. Kakšni so bili vaši občutki in spomini na te prve dneve, ko ste se preselili v Slovenijo, in kako je danes po 5 letih? Najprej pozdravljeni tudi v mojem imenu in se vam zahvaljujem za povabilo. Ja, spomini so seveda še vedno sveži, a ne? Pa tudi taki občutki, ki so po eni strani zelo pozitivni, pa po drugi strani tudi taki, a ne tako negativni, da tako rečem. Mi smo prišli v Slovenijo 28. avgusta, otroci so začeli hoditi v šolo 1. septembra, tako da sploh nismo imeli čas, da se pripravimo na vse, kar nas je čakalo, a ne. Evo, najprej lahko povem izkušnjo s samim vrtcem. Hčerka je bila 3,5 leta stara, uvajanje je tako potekalo zelo počasi, je jokala in recimo zanimiva je taka ena poved, ki jo ona govorila, ko bi želeli nekamor iti, je vedno vprašala, kako tam govorijo. Mislim, imela je tako stisko zaradi jezika, ker je šele v svojem maternem jeziku tako obvladala, tako da rečem, komunikacijo. Kar se tiče šole, tudi ta prvi dan je bil zelo stresen za vse. Starejši so tudi jokali, so želeli nazaj domov iti, so nas spraševali, zakaj smo prišli, nimajo prijateljev, ampak so takoj dobili pomoč. Ena gospa, ki je bila knjižničarka v šoli, je z njima delala, pomagala pri domačih nalogah in takoj, ko so tako, mislim, obvladali to osnovno komunikacijo, je vse bilo boljše, ne? In ko so povabili na prvi rojstni dan, pa je vse pozabljeno. Moja druga sogovornica je Laurita, učenka 6. razreda, katera je prišla s Kosova. Laurita, pozdravljena. Dober dan. Jaz bi te prosila, Laurita, da mi poveš, kaj bi ti rada povedala svojim sošolcem o svoji državi? Ja, kot vemo, jaz prihajam iz Kosove. Ta je mala država, ampak je zelo lepa. Zakaj ti je lepo Kosovo? Ja, ima veliko prijazne ljudi. Laurita, povej nam, kaj ti rada počneš v prostem času? Kaj so tvoji hobiji? Ja, zelo rada gledam filme, največ albanske pa slovenske gledam. Drugače hobije nimam, ampak zelo rada imam šport. Mogoče zaradi tega, ker sem veliko učila, nisem mogla imeti hobija. Laurita, zdaj bi te vprašala, ko si prišla v Slovenijo, nisi znala niti besede slovensko, a ne? In kako so ti pomagali učitelji? Kaj ti je bilo najtežje? Učitelji so mi zelo pomagali, pa sem imela slovenščino za tujce z učiteljem Slađan, z vami, pa ste mi veliko pomagali. Tudi prijatelji so bili zelo prijazni do mene. Imela sem eno Albanko v razredu, pa me ona tudi zelo pomagala. Kaj bi nasplošno ti svetovala učencem priseljencem, ko pridejo v drugo državo ali recimo v Slovenijo? Ja, ko sem jaz prišla, sem imela zelo strahu, pa nisem nič govorila, sem bila sama, sem s tisto Albanko sem se pogovorila. Ja, želela bi, da pogovorijo s prijateljem, ne da samo z enim, da z vsem, da niso osamljeni. Alegrija, pozdravljena. Ti si prišla iz Konga pred 3 leti, a ne? Ja.
Kaj bi ti rada nama povedala o svoji državi? Da je Kongo lepa država, večja država, je druga ali tretja največja država v Afriki. In novinarki skozi, če gre v Afriko, pokažejo samo nekam, kjer je slabo, ampak ni je tako Afrika je ful lepa in ljudje so ful prijazni in to bi povedala, zato ker vsi mislijo, da je Afrika džungla ali kaj. To mi ni všeč. A ti si bila dokaj osamljena na začetku, nisi se veliko pogovarjala z učenci. A misliš, da je to dobro? Ne, ni dobro. Zakaj? Zato, ker si skozi sama in če nekaj za pogovarjati, nimaš nobene in vsi ti tako slabotije. Kakšne so tvoje izkušnje glede tega, da si temnopolta? Recimo, a ste imeli neke neprijetne situacije v Sloveniji ali ti recimo v šoli in tako? Ja, imela sem več. V šoli tukaj mlajši ali starejši me vprašajo, zakaj sem temna, zakaj imam take lasje, zakaj sem tako skozi vprašajo. Za druge izven iz šole je bilo, ko moja mami je hotela najti stanovanje, je trikrat prišla se pogovarjati, je bilo vse okej, po moja mami je tako prišla in pa so povedali, da tako zato, ker je temnopolta in to. Aha, ko ste se pogovarjali po telefonu, je bilo vse v redu in potem, ko so jo videli? In so povedali ne. Lep pozdrav sem skupaj, sem Stašica Batuči in sem multiplikatorka. Danes je z mano moja someščanka Amal. Amal živi v Novem mestu že dobro leto, drugače pa prihaja iz Venezuele. Ima hčerko, ki obiskuje 1. razred osnovne šole Grm. Amal, ko je Sofija vstopila v šolo, kakšni so bili začetki? Kako se spomniš na njene prve šolske dni? Zdravo. Prvi dan v šoli Sofija je bila strah, ker ona ni govorila slovenko in jaz tudi sem bila strah, ampak ona mi je rekla, da mama, kako bom komunicirala, če učiteljica ni me razumela, kaj bom naredila. In jaz, to je težko vprašanje, ampak zdaj ona je v redu, ona ima prijatelji, ima rada čolo in ona je v redu. Sofija je imela tudi srečo, da je imela učiteljico, ki je znala malo špansko? Ja, učiteljica Nataša, ona zna malo špansko. Prvi dan ona je rekla, bienvenida, Sofija, to pomeni dobrodošli. In Sofija, mama, ona govori špansko. Amal, povedala si mi, da vam je v Novem mestu všeč in bi tukaj ostali. Kdo vam je pa pomagal, ko ste prišli? Kakšno podporo ste imeli? Ja. Ko smo prišli tukaj, pomagala so nam veliko društev, kakšni so Malteški križ, Rdeči križ, DRPD je društvo tukaj v Novem mestu. Tam je imela prvi tečaj sa Slovenko in zdaj hodim na tečaj tam, dvakrat na teden in je zelo dobro. Dober dan, pozdravljeni, midve sva Juca in Sanja in prihajava iz osnovne šole Leskovec pri Krškem. Juca je v Slovenijo prišla, ko je bila 5. razred, danes Juca 9. Juca, se ti spomniš, ko si prvi dan prišla na to šolo, kako je bilo? Sošolci so mi zelo dobro prijeli. Sedeli smo v krogu in so me učili slovenščino. Kako pa učitelji? So zelo prijazni, vedno mi vprašajo, če razumem, pa mi dajo izročke. Kaj pa delaš v prostem času? V prostem času rada slušam glasbo, družim se s sestricama
in bratca. Gabriela. Ja. Ja. Prihajaš iz Brazilije in v Sloveniji si prej povedala sama, da si približno 2 leti, še ne 2 leti, no? Junija. Ja. Junija bo 2 leti. Gabriela, kaj bi pa ti povedala svojim sošolcem? Ne vem, mogoče celo si povedala svojim sošolcem. Torej, kako izgleda tvoja država? V Braziliji je vroče, ljudje so živahni pa energetični. Je velika država, je vedno gužva, tudi po noči. Hrana je različna in zelo dobra. Pa imamo miks kultur. Kako je mogoče tisti prvi dan, ko si prišla tukaj vsem v šolo, v bistvu kako je izgledal? Kaj si se po čem zapomnila? Ja, zelo drugačne. Ja, vse je drugačno. Razredničarka. Ja, Ana, tudi prijateljica Ana. Aha, prijateljica tudi Ana. Si se na začetku vseeno počutila sama mogoče? Kako si se počutila tisti prvi dan, če se spomniš? Sem bila vesela. So bili kateri učitelji tudi ti pripravljeni pomagati tako na začetku, oziroma kako so ti pomagali? Ja, so pomagali, sem imela tečaj, pa filantropija je pomagala za učenje. Na filantropijo, ko si rekla, v bistvu, kolikokrat pa jo obiskuješ? Vsak dan. Vsak dan? Ja. Koliko časa preživiš potem tam? 3 ure, 4 ure. 3-4 ure. In pomagajo ti pri vseh predmetih ali? Ja, kaj hočem. Učiti pa pomaga. Kaj pa kdo ti je v bistvu predlagal, kje si slišala za filantropijo v šoli ali si kako drugače prišla do teh informacij? Moja mama je poiskala tečaj za slovenščino, ampak ne je našla filantropijo. Ja. Aha, tako. Imaš kakšne prijatelje tudi tam? Ja, veliko. Več kot tu. Več kot v šoli? Ja. Ampak je mogoče kdo iz šole tudi, ki se ti pridruži? Ja, Marjan. Aha. Ja, Ravan. Marjan pa Ravan sta pa prijateljica. Tvoji prijateljici, pa sta prihajata iz Slovenije ali od drugod? Irak. Iz Iraka. Ja. Kako se pa vi sporazumevate med seboj? Slovenščino, pa ni pravilno slovenščino, pa ja. Ker smo ravno pri jezikih, ne, Gabriela, a si doma govorita portugalsko? Ja. Torej, materni jezik portugalščina. Katere jezike pa še znaš govoriti oziroma se jih učiš mogoče na novo? Ja, špansko, angleško, razumem italijansko. 2 leti sem učila tajski, pa korejsko in tudi učim japonsko in nemško. In slovenščino, v bistvu govoriš slovensko, ja. Evo, še z koroškega konca. Z mano je Aleksandar Manojlović, prihaja iz Bosne in Hercegovine. Aleksandar je k nam prišel v 9. razredu, to je zdaj 3 leta nazaj. Zdaj pa je v srednji zdravstveni šoli in je en odličen, zgleden, samostojen in odgovoren dijak. In zato sem ga danes povabila, da je z nami. Aleksandar, že v osnovni šoli smo te učitelji videli kot takega zelo odločnega, aktivnega, kot tistega, ki si naredil, kar si zamislil. Imaš veliko v bistvu stvari, ki te zanimajo. Kaj počneš v svojem prostem času? Prostem času, pač grem ven s prijatelji, preživljam čas s prijatelji, včasih pogledam kakšen film, serijo, ukvarjam se z prostovoljnim delom, zdaj to leto pač nisem zaradi korone, treniram folkloro, kaj še, pač to je vse, rad grem ven s prijatelji, pač tudi. Tako, zdaj si pa rekel, da poleg teh dejavnosti ti pa veliko časa tudi vzame šola oziroma veliko časa nameniš. Ja, šole, ja, namenim veliko šole, ker hočem biti odličen, zdaj
to je pač uspešen pravzaprav na področju šolanja in izobrazbe. Mogoče nam lahko malo opišeš, kako je bilo tiste prve dneve. Prvi dan, ne spomnim se pravzaprav, ampak vem, prvi dan, ko sem prišel razred, noben ga nisem poznal, vse mi je bilo tako čudno, nisem vedel, kam moram delati. Bo me sram, ker ne znam slovenščine, ampak ja, tukaj sem imel pomoč profesorice Tanje, mi je ful pomagala, res, ful so mi pomagali, hvala vam. Potem pomoč vseh ostalih profesorjev, pa imel sem enega prijatelja, ki je tudi bil iz Bosne in on mi je tudi ful pomagal, sošolci tudi vsi, da ja. Si dobil veliko pomoči v tistem času? Ja, ogromno. Ok, na neki točki pa si potem stvari prevzel v svoje roke. Ja. Kaj je bilo najbolj pomembno, da si ti nekako se opogumil, da si potem res prevzel vso odgovornost v svoje roke in odlično v bistvu izpeljal stvari že v prvem šolskem letu? Kaj je bila tista ključna stvar? Slovenščina. Slovenščina, pač naučil sem se pač govoriti slovenščino, in sem bil veliko več, pač imel sem upanja, sem bil samozavesten in sem pač šel, Super, kje pa se vidiš čez 10 let? Čez 10 let, ja, glede na to, da sem v zdravstveni šoli, pač ostal bom v zdravstvu, 100%, bom šel v radiologijo študirati ali pa ne vem, višjo zdravstveno šolo, delo bi v reševalni enoti, država pač, bi se preselil v Švico ali pa Nemčijo. Kaj bi ti svetoval novim učencem, priseljencem, ki pridejo? Da ne obupajo hitro, da vse zmorejo, ker če se ti trudiš, boš zigal spet. Vola je potrebna. Če bi jaz imela recimo eno čarobno palico in da vam izpolnim neko željo, kaj bi si vi najbolj želeli zdaj? Ne, želela bi, da najprej ostaneva zdravi, in da, mislim, da tudi, da se trudimo naprej, da moji otroci odrastejo dobre in vzorne ljudje, da pridobijo dobro izobrazbo in to je to, mislim, nič takega posebnega. Želela bi, da moja družina je v redu, je vesela, želela bi imeti službo tukaj v Novem mestu in želela bi živeti tukaj, z družino. Ker Novo mesto in Slovenija je zelo lepa, je mirna, je varna, všeč mi je, samo jezik je malo težko, ampak se učim in mislim, da bom imela dobro integracijo in moja hčerka tudi, moj mož tudi in smo veseli. Ja, rada bi bila igralka, ko gledam veliko filmov, pa mi je zelo všeč. Jaz bi rada bila igralka. Da končam osnovno šolo in začnem delati. In to je, da moja mama in pa sestra ne skrbijo, zato ker so temni, pa to je to. Torej, fakulteta zaključena? Ja. In? Veterinarka. Veterinarka, Ja. ok. Ja, počitnice. Počitnice. Okay. 3 želje, kaj bi bilo? 3 želje, Prva je pač, da korona mine. Okay. Da To je za kar vse. si vsi želimo, to bi, Bolj za sebe in za mojo družino veliko zdravja in uspeha. Za ostale pa spoštovanja, se vsi med seboj spoštujemo. Ta sprtost, da se ne dogaja več vojne, kot so v Izraelu pa Palestini. Zdaj ja, pač mir v svetu to več. Zdravje. To si take želje zdaj za vse nas. Ja. Za vse nas. Kaj pa še zase? Veliko uspeha, uspeha v življenju pa da sem zdrav. Ker zdravje je najbolj pomembno.